Dobar dan in dobrodošli na današnji izjavi za javnost Zdravniške zbornice. Z nami bo dr. Zdenka Čebašek-Travnik, predsednica Zdravniške zbornice in primarij dr. Dejan Klančič. Današnja tematika pa je razmere v osnovnem zdravstvu. Opozorili bomo kar na nekaj zadev. Pa bi najprej prosila dr. Zdenko Čebašek-Travnik. Pozdravljeni. V minulih dneh sem dostikrat sodelovala v razpravah in pogovorih z zdravniki osnovnega zdravstva in tudi zobozdravniki. Ugotavljamo, da mediji poročajo predvsem o težavah zdravstvenega sistema v bolnišnicah. Vsem je jasno, kako zelo so obremenjeni. Premalo možnosti pa se namenja delovanju osnovnega zdravstva in težavam, s katerimi se soočajo oni. Takole gre. Ko NIJZ ne zmore več, se naloga spremljanja okužb naloži družinski medicini. Ko bolnišnice ne zmorejo več, pozivajo zdravnike od drugod. Ko dela ne zmorejo več družinski zdravniki, se sistem sesuje. To se še ni zgodilo. Kajti oni ne morejo poklicati nikogar več. So prva linija pomoči na različnih deloviščih. Mediji poročate o številu odvzetih brisov. Večina je odvzetih v osnovnem zdravstvu. Tam delujejo COVID ambulante, kjer se odloča o tem, kako obravnavati paciente. Odločajo v teh ambulantah, a tudi v okviru nujne medicinske pomoči, na urgencah in ne pozabimo, na domovih pacientov. Delajo tudi v domovih starejših občanov, kjer so soočeni z izbruhi okužb in bolezni. Oni so tisti, ki odločajo tam, kjer je dostikrat zelo, zelo težko, kajti domovi niso prilagojeni na razmere, kakršnih smo se znašli. Družinski zdravniki, tako mi poročajo, praktično ne poznajo več rednega delovnega časa. Na srečo si pomagajo med seboj, kot kolegi, profesionalno in srčno. Pomagajo si, da lahko izvajajo nujno potrebne zdravstvene storitve, torej ne urgenco, ampak tisto, kar pacienti potrebujejo, mimo covida. Delajo tudi volontersko. Ukrepi, ki so sprejeti s strani NIJZ in MZ, so bili sprejeti večinoma brez dogovora z osnovnim zdravstvom. Tukaj imamo v mislih tako Odbor za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, vrh stroke, ki se je ravno čez ta vikend oglasil z javnim pismom, Sindikat Praktikum in številni drugi. In treba je povedati, da zbornica ni bila vključena v svetovalno skupino, je pa tja poročala o težavah. Torej, ena osnovnih težav je to, da zdravniki iz osnovnega zdravstva niso dovolj slišani. S pacienti imajo prvi stik, to vemo. Med njimi je veliko okuženih, ne samo zdravnikov, tudi medicinskih sester. So v karanteni in izolaciji. Številk ne vemo, saj ne dobimo podatka niti o poklicnih skupinah, niti o deloviščih okuženih zdravstvenih delavcev. Zbornica ravno zaradi tega zbira svoje podatke, objavili jih bomo ta teden. Na anketo, ki jo imamo odprto nekaj več kot 2 tedna, se je oglasilo več kot 1600 članov. To je doslej največji odziv na anketo. Ugotavljamo, da so se zdravstveni zavodi sami organizirali, tako bolnišnice kot zdravstveni domovi, pa tudi manjše enote, in se maksimalno prilagodili na vedno težje razmere. Čeprav smo vsi pričakovali bolj aktivno vlogo Ministrstva za zdravje. Pa še nekaj o navodilih. Navodila morajo biti kratka in enostavna. Spremembe naj se naredijo le, kadar pride do bistveno novih okoliščin. In še nekaj je zelo pomembno. Prekomerne obremenitve vseh zdravstvenih delavcev se ne smejo odražati ali pa celo izrabljati za konflikte med primarnim in sekundarnim zdravstvenim sistemom. Vsi smo pomembni členi v reševanju sedanjih razmer. Na koncu bomo vsi
zmagovalci, če bomo le dovolj dolgo in dobro vztrajali skupaj. Dodala bi še nekaj sporočil iz zobozdravstvenega sistema. Tam, za razliko od pomladanskega vala epidemije, ni prišlo do popolnega zaprtja ordinacij, vendar so nastale drugačne težave. Najprej bi omenila to, da nekateri zavodi pričakujejo, da bodo zobozdravniki opravili toliko storitev, kot je bilo sklenjene pogodbe. To ni mogoče, pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. To ni mogoče. In zato tudi ni mogoče, da bi zobozdravnike obremenjevali z nadurami ali celo z dežurstvi, vse z namenom, da se pridela dovolj točk za programe. Druga stvar, na katero bi rada opozorila v zvezi z zobozdravniki, pa je, da nam iz različnih koncev Slovenije poročajo o tem, da nadzorniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije obiskujejo njihove ambulante in stopajo mimo pravil, ki so določena za vse druge. Trkajo na okna, nenajavljeni prihajajo v ordinacijo, kot da spremljajo, ali ti zobozdravniki res delajo. Pozvala bi nadzornike, da če imajo čas, če imajo možnost, da se vključijo v registriranje karantenskih in izolacijskih primerov in na ta način pomagajo zajeziti epidemijo. Toliko je z moje strani, zdaj z mano je še tudi podpredsednik Zdravniške zbornice, primarij Dejan Klančič, in on je družinski zdravnik, pa tudi zdravnik v domu starejših, in tudi on bo dodal nekaj k današnji izjavi. Dober dan, hvala lepa za povabilo. Prav je, da seveda se oglasimo tudi zdravniki iz osnovnega zdravstva in seveda tudi zdravniki družinske medicine, ki v trenutnih razmerah pravzaprav delujemo na vseh izpostavljenih mestih v osnovnem zdravstvenem varstvu. Menim, da smo predvsem vsi skupaj v istem čolnu in da moramo veslati sinergistično tako, da ta čoln pripeljemo do zaželenega cilja obvladovanja epidemije in zdravja slovenskega naroda. V tem smislu delujemo tudi zdravniki družinske medicine. Predsednica je že omenila večino tega, kar se dogaja v osnovnem zdravstvu. Želel bi samo poudariti, da poskušamo tudi z navodili vsem našim pacientom in vsem tistim, ki imajo svojega izbranega zdravnika, družinskega zdravnika, tako, da bi skupaj z nami lahko obvladovali svoje zdravje, ga zaščitili, ga krepili in seveda z upoštevanjem navodil omogočili, da tudi mi uspešno opravimo naše delo, čeprav velikokrat v zdesetkanih ekipah in z preutrujenimi sodelavci. Dodala bi še aktualno stvar, namreč področje telemedicine, ki zdravnikom, tako tistim v osnovnem zdravstvu, kot tistim, ki delajo na drugih nivojih, lahko veliko pomaga. Zato smo v organizaciji z Health Day SI organizirali serijo seminarjev, vsako drugo sredo potekajo in na teh seminarjih predstavljamo možnosti za uporabo telemedicine. Člani zbornice se lahko prijavijo in si ogledajo v živo ali pa kasneje tudi posnetke. Skratka, tudi to je eden od načinov za zbliževanje znanja in pomoči našim pacientom. Najlepša hvala, zdaj pa vprašanja za medije, ki so tukaj, potem pa vprašanja še medijev, ki so prišla na SMS. Pravite, da ste družinski zdravniki preobremenjeni, da se sistem pač
posudi, na kateri točki se zdaj, kako je Zdaj, odvisno je od regije, kjer se pogleda. V nekaterih regijah zmorejo tudi zaradi dobre povezanosti med primarnim in bolnišničnim zdravstvenim varstvom. Ponekod pa je res hudo. Hudo je tudi zato, ker je število nujnih intervencij na terenu zelo veliko in seveda tam, kjer je prebivalcev več, je tudi teh intervencij več. In če spremljamo, kako so regije obremenjene z okužbo, si lahko zelo jasno predstavljamo, kje je obremenitev največja. Na vaše vprašanje konkretno je zelo težko odgovoriti. Ali smo že tam, kjer bomo jutri še zmogli ali ne, ali zmoremo še več. Vsekakor smo družinski zdravniki pripravljeni dati vse od sebe, seveda pa smo ravno zaradi tega tudi tisti, ki smo najbolj izpostavljeni okužbam in boleznim samim poleg izgorevanja. Naj pa poudarim, da smo bili preobremenjeni po kakršnihkoli standardih že pred epidemijo, se pravi pred letošnjim letom, da smo ves čas opozarjali, da je treba kriterije in obremenitve zmanjšati in prilagoditi oziroma pripeljati v sistem bistveno več tako zdravnikov kot sester v osnovnem zdravstvu. In seveda, če to upoštevamo, potem vemo, da so danes obremenitve nad vsemi normalnimi in seveda velikokrat nad čisto fizičnimi in psihičnimi močmi naših timov. In seveda tam, kjer tim pravzaprav začne zgubljati svoje kadre, zgublja tudi sposobnost komunikacije in možnost, še posebej količine obravnave v nekem času, ki naj bi bil na razpolago v normalnih razmerah za obravnavo pacientov. Vsekakor pa v tem momentu želimo zagotoviti vse tiste potrebne zdravstvene storitve, ki jih državljani potrebujejo, poleg seveda tega, kar zahteva COVID sam. Člani nam poročajo tudi v anketi o različnih težavah, s katerimi se soočajo. In ker smo podobno anketo izvedli spomladi v prvem valu, vemo, da je takrat pomanjkanje osebne varovalne opreme bilo eden največjih problemov v vseh nivojih zdravstvenega varstva in zato smo takrat organizirali tiste vstopne točke in tudi za zobozdravnike posebne COVID zobozdravstvene ambulante. Ker smo se zavedali tega problema od pomladi, smo v anketi, ki smo jo prej omenjali, postavili tudi isto vprašanje, ali zaznavajo pomanjkanje osebne varovalne opreme. In lahko z zadovoljstvom povem, da takšnih odgovorov nismo dobili. Skratka, redki so, ki si te opreme v času, med prvim in drugim valom niso nabavili in še tam se znajdejo in si dejansko med seboj tudi posojajo. Je pa seveda tudi povsem drugačno stanje na tržišču, kjer je te opreme za zdaj dovolj, ne vemo pa, kako se bo situacija spreminjala. Torej, če je vprašanje, ali je osebne varovalne opreme za zdaj dovolj, je odgovor da, ob tem, da povemo še, da je način te uporabe te osebne varovalne opreme določen, kakršen je. Kolikor se bo pa ta način spremenil, da bo treba še več te opreme uporabljati tudi pri vsakodnevnem delu, pa bomo videli in se bomo spet oglasili takrat. Še eno vprašanje zastavlja Brigitte Ferrič-Gajnar Delo. Koliko pritožb zdravnikov iz osnovnega zdravstva dobite, ker nekateri zdravniki tudi po več ur telefonsko iščejo proste postelje za paciente, ki potrebujejo hospitalizacijo. Ste pričakovali, da bo ministrstvo imelo v zvezi s popolnitvami postelj kakšen natančnejši načrt? Teh pritožb dobimo kar nekaj. V bistvu je največ izrečenih ravno v teh sestankih, ki jih imamo na različnih ravneh, tudi dosti po Zoomu, dosti je
teh elektronskih sporočil in po vseh teh drugih omrežjih, ki jih uporabljamo za medsebojno komunikacijo. Tako da številko bi težko rekla, ampak to, kar prenesejo kolegi iz prakse, bi rekla, da je vsak dan takih pritožb vsaj 10. Gre za to, da so zdravniki na terenu, ki odločajo, kam pacienta poslati, vedno znova pred težko situacijo. To se po pripovedi nekaterih izboljšuje. Da ponazorim, pacienta je treba poslati v bolnišnico, ker doma ne more več ostati, potrebuje kisik ali pa drugo terapijo. In potem se začne iskanje proste postelje. In to iskanje proste postelje ni prilagojeno ali pa ni urejeno na način, da bi se družinskim zdravnikom res olajšalo delo. In če vpraša novinarka, ali smo pričakovali, da bo to urejeno, ja, vsi smo pričakovali, da se bo bodisi dispečerski sistem ali pa center ali pa kakšen drug sistem, ne vem, kot je za booking ali pa za nakup kakšne robe, da se bo tak sistem vzpostavil in da bo zdravnik, ki bo rabil prosto posteljo v kateremkoli koncu Slovenije, vedel, kam pacienta poslati, ne da bi preklical različne možnosti. To je še vedno problem, je pa spet različno od kraja do kraja. Najbolj ekstremne zgodbe, ki prihajajo, so take, da se pacienta dejansko pelje en krog po Sloveniji in to pacienta, ki je prizadet in ki rabi hospitalizacijo. Pa še nekaj je, pri vseh teh prevozih je treba računati, da je treba ta vozila primerno razkuževati, preden se lahko pelje naslednjega pacienta. Tudi osebje, ki sodeluje v prevozih, je izjemno obremenjeno. Njihovih imen ali pa njihovih težav se pa praktično ne omenja, ampak to so garači, dobesedno garači, ki iz dneva v dan res z izjemno pomočjo in tudi srčnostjo poskrbijo za vse te ljudi, ki jih je treba pripeljati v bolnico. Še eno vprašanje imamo, in sicer, kako se v družinski medicini uporabljajo različni načini komunikacije z bolniki, recimo kako je s klici in drugim pri morda starejših ali manj spretnih bolnikih, kakšna je sedaj dostopnost do primarnih zdravnikov, kako je organizirano delo v primarnem zdravstvu? En del bom odgovorila jaz sama, en del bo potem dodal še primarij Klančič. Vprašanje zastavlja Dominika Pesek, STA. Hvala. V zbornici smo že v začetku oktobra pozivali, naj ljudje začnejo uporabljati čim bolj tudi druge vstopne kanale razen telefonov, kajti jasno je, da je epidemija nas vse prisilila, da se za obisk pri osebnem zdravniku moramo najaviti. Takrat je bilo mišljeno seveda, da uporabljamo vse poti za to, da se tisti, ki znajo uporabljati recimo samo telefon, da se za tiste linije sprostijo. To, kar imamo informacije zdaj, je dvoje. Prvo, zdravniki poročajo, da so pacienti to sprejeli in večinoma s samim naročanjem ni več težav. Tudi pritožb, da ne bi mogli doklicati zdravnika v zadnjih 14 dneh praktično nismo dobili. Povedati je pa treba še to, kar sem omenila prej, da je ta skupnost Health Day SE že 2 leti aktivna ravno na področju telemedicine oziroma uvajanja digitalnih tehnologij v zdravstvo. In tako imamo dejansko te seminarje na vsaka 2 tedna, prej je bil velik dogodek Health Day SE in na teh seminarjih zdravnike seznanjamo z možnostmi, ki jih ponuja telemedicina. In teh možnosti ni malo. Zanimivo je tudi, kako smo na teh sestankih se pogovarjali z reševalno službo, ki proučuje, naprimer, oziroma z dispečerskim centrom, ki proučuje, kateri pametni telefoni imajo možnosti nastavitve aplikacij za merjenje oksigenacije.
Ta podatek je v resnici še pomembnejši od telesne temperature, kajti pokaže nam, kako ogroženo je življenje pacienta in kako hitro se ta ogroženost zaradi znižanega kisika v krvi povečuje. Tako da telemedicina je zdaj, bom rekla, v tisti fazi, ko se vsi trudimo, ko vsi iščemo rešitve in ko se tako zdravniki kot drugo medicinsko osebje na tem področju intenzivno usposablja. Vsekakor je smiselno uporabljati vse možne načine komunikacije, ki so nam na razpolago. Včasih seveda pozabimo tudi na učinkovitost drugih komunikacijskih poti, ki so starejšega datuma, kot je na primer pošta, ki pa seveda lahko tudi opravi del medsebojnega komuniciranja tam, ko zadeve ne potrebujejo hitrejše reakcije. Tako da seveda opozarjamo vse, da naj se poslužujejo vseh možnih poti, poleg seveda telefonske komunikacije, naj postaja elektronska komunikacija vse pogostejša in tako kot vidimo v zadnjih 3-4 tednih se to tudi dogaja. Poznamo kar nekaj poleg same elektronske pošte, ki je manj varna, kar se tiče informacij, tudi zaprte elektronske sisteme, ki omogočajo varno komunikacijo z zdravniki oziroma zdravstvenim timom in pa seveda, tako kot sem že omenil, pošto, lokalne specifičnosti, puščanje sporočil v nabiralnikih ambulant, kjer je to tako organizirano in seveda vzpostavljanje mogoče še kakšnih drugih inovativnih možnosti sporočanja in dogovarjanja z zdravstvenimi timi na terenu. Z fleksibilnostjo in z strpnostjo in z spoštljivim komuniciranjem bomo tudi dosegli bistveno bolj učinkovito potovanje informacij in seveda tudi hitrost odgovorov. Prav, zdaj pa so še kakšna vprašanja na to tematiko, še mogoče z vaše strani Televizija Slovenija ali je to. Potem je prišlo še eno vprašanje, ki ni vezano na današnjo tematiko. Poslala ga je prav tako Brigitte Ferrič-Gajner Delo in sicer sprašuje, kako v tem času potekajo priprave na volitve zbornice. Prosim, predsednico. Priprave potekajo v skladu z zborničnimi akti, se pravi statutom in poslovnikom, in se predvideva, da se volitve izvedejo po pošti. Tako da zdaj sama izvedba volitev ni ogrožena, ker so bili ravno v tistem vmesnem obdobju, ko še nismo imeli teh omejitev gibanja, izvedeni tudi volilni zbori. Soočenje kandidatk, samo kandidatke smo, za predsednico zbornice bo potekalo 4. novembra ob 17. uri. Naši člani si lahko to soočenje ogledajo oziroma sodelujejo pri njem, postavljajo vprašanja. Vprašanja lahko postavljajo še danes po elektronski pošti in seveda odločitev pa ima čas nekaj dni, kajti volitve se zaključijo 17. novembra. Še kaj za dodati? Ne. Zdaj, če vprašanj drugih ni, potem bi za konec povedala samo še, da se bomo v prihodnje verjetno večkrat oglasili. Zelo verjetno bomo to počeli preko Zooma, zato da so lahko vsi novinarji z nami prisotni in zastavljajo vprašanje v živo. Tako da naše naslednje srečanje bo potekalo, to se pravi preko Zooma, da smo lahko spet vsi medsebojno v komunikaciji. Jaz bi se najlepše zahvalila obima današnjima govorcema, vsem pa bi zaželela, ostanimo zdravi, nosimo maske, pazimo na medsebojno razdaljo in spoštujmo vse varnostne ukrepe. Hvala.